To je podcast zgodbe Vala 202, posebna serija z Kitajske. Moje ime je Luka Hvalc in sem v začetku leta skupaj s kolegom Majem Valerijem novinarsko obiskal Kitajsko. V Šanghaju je Maj obiskal tudi Evropsko-kitajsko poslovno šolo, ki veliko sodeluje tudi z ljubljansko ekonomsko fakulteto in se srečal z zanimivim profesorjem. So I'm Shamin Prashantham. I'm professor of international business and strategy here at China-Europe International Business School. Shamin Prashantham je profesor mednarodne ekonomije in odnosov v Šanghaju. And prior to that, I taught at the University of Glasgow. Na Kitajsko je prišel leta 2015, predtem je bil profesor v Glasgowu na Škotskem. Shamin je sicer indijsko-šrilanškega rodu, rojen je bil v Veliki Britaniji. V zgodnji mladosti so starši živeli tudi v Združenih državah Amerike. Raziskovalno ga zanima predvsem odnos med večjimi korporacijami in manjšimi podjetji. Prav na to temo je napisal odmevno knjigo z naslovom Kako plesati z gorilami. Ko je pred desetletjem prišel v Šanghaj, je bilo to idealno okolje za opazovanje odnosa med velikimi in manjšimi poslovnimi zgodbami. Tukaj imajo namreč sedež številne velike multinacionalke, hkrati pa se praktično dnevno rojevajo nove, prebojne poslovne zgodbe. Slednje z nekaterimi davčnimi in upravnimi ugodnostmi spodbujajo tudi mestne oblasti. Seveda je tudi na Kitajskem velika zgodba trajnostni razvoj, dejansko in morda predvsem marketinško. In to je tema, s katero se profesor trenutno največ ukvarja. So what kind of business environment is China for startups? Kakšno okolje za zagonska podjetja pa je v resnici Kitajska? So when I came in 2015, država je pred desetletjem z različnimi iniciativami močno spodbujala start-upe. Bilo je neverjetno veliko poslovnih pobud na zelo različnih področjih, tudi na račun tako imenovanega poceni denarja. Realno pa je le malo zagonskih podjetij zares tudi uspelo. Zdaj sogovornik opaža, da so se podjetniške iniciative osredotočile na najbolj rastoče panoge. And I think what has happened now is quality matters greatly, the ability to create value. Kitajska vlada še vedno podpira nekatere izbrane panoge in nišne industrije, še posebej z področja avtomobilske industrije in zelenih tehnologij, ki seveda zelo zanima tudi evropska podjetja. Overarching focus, I think, is basically around green technologies. A European company very interested in material science-based startups. Evropska podjetja zanimajo tudi na primer novi materiali, zato se skušajo povezovati s kitajskimi podjetniškimi iniciativami z tega področja. So what I'm seeing now is a bigger emphasis on quality than quantity. Profesor opaža, da je zdaj tudi na Kitajskem večji poudarek na kakovosti, kot pa na količini. Spoznali so, da morajo biti konkurenčni s kakovostjo, ne pa z obsegom in cenenostjo proizvodnje. Pri zelenih tehnologijah je to še toliko bolj pomembno. Sicer pa na Kitajskem in globalno izstopajo trije ključni trendi. One has to do with sustainability, one has to do with digitalization and more specifically AI, and the third has to do with geopolitics. Trajnostni razvoj, digitalizacija na čelu z umetno inteligenco in geopolitika. I think all three were gaining momentum pre-COVID and then they accelerated hugely during COVID. Te trende je bilo zaznati že pred pandemijo, med in po njej pa je postalo bolj jasno, v katero smer bo šlo svetovno gospodarstvo, z njim pa tudi politika in družba. In na vseh treh področjih svet nikakor ne sme ignorirati Kitajske. I think there's a broad sense in which you cannot ignore China when it comes to renewable energies and so on. In fact, da Kitajska sledi, če že ne narekuje svetovne trende, dokazuje tudi razvoj umetne inteligence. The rise of ChatGPT came as a shock to the whole world, but also China could see that the US has some really serious advantages there, and now more and more Ameriškemu ChatGPT-ju je Kitajska hitro odgovorila s svojo aplikacijo DeepSeek, ki naj bi bila veliko cenejša. Nekoč smo imeli vesoljske bitke med velesilami, zdaj se jih je del preselil tudi na področje umetne inteligence. But I was quite amazed to see the performance of this
Chinese AI. Združene države Amerike imajo po profesorjevem mnenju na področju umetne inteligence sicer še vedno prednost, vendar Kitajske nikakor ne gre podcenjevati. So I think AI is still very, very active here, but clearly the US has some big advantages. Velik napredek so naredili tudi pri geopolitični fleksibilnosti. Po vsem svetu imajo v ognju več različnih želez. I'm taking a group of students to Singapore. Another colleague will be with them in Ghana, in Accra, and then another group is going to Thailand. Singapur, Ghana in Tajska, kamor vodijo tudi njihove študente ekonomije, so le 3 primeri kitajskega interesnega območja. And it just is another reminder that the world is big. You know, the preoccupation right now with Donald Trump, but there's a lot more to the world than the US. Svet je torej velik, ne vrti se samo okoli Donalda Trumpa. Svet je veliko več od Združenih držav Amerike. Then Western companies can engage sensibly with China, and Chinese companies can engage sensibly with the world. What do you think the tariffs can do to global balance? Seveda smo prišli tudi do ključnega vprašanja letošnjega geopolitičnega leta – carin. Pogovarjali smo se še pred konkretnim kockanjem z njihovo višino, vendar je bilo mnenje profesorja zelo jasno. In general, as a professor of international business, I would prefer if companies could compete fairly. Podjetja morajo biti na tržišču tekmeci pod fair pogoji. Povpraševanje bi moralo uravnavati ponudbo in cene. Profesor je že pred tedni ocenil, da bodo tudi carine samo stvar pogajanj in da ne vemo, kakšen bo končen izplen. And I think above all, what Donald Trump is a negotiator and a deal maker. Donald Trump je pogajalec in trgovec. Kitajska je bila dobro pripravljena na njegove poteze. Seveda nekatera podjetja občutijo nestabilnost. Različno se bodo tudi prilagodila. Zagotovo bodo vse skupaj najbolj občutili potrošniki. Tudi zadnji dogovor Kitajske in ZDA o vzajemnem znižanju carin za 115 odstotnih točk za obdobje 90 dni potrjuje, da je dogajanje silno nepredvidljivo in kompleksno. That's going to magically change things, right? Companies look for workarounds, companies have ways to deal with this. So it's going to be complex. I think it's definitely going to require adaptation. Sogovornik pa vidi v carinski vojni ZDA tudi nekatere pozitivne vidike, predvsem v iskanju novih priložnosti in sinergij na drugih trgih. From China, the way they view the US market versus how they view the European market versus how they view the Middle Eastern market, the Southeast Asian market. Pretresti bo treba ameriško tržišče, morda drugače pogledati na evropskega, iskati priložnosti na Bližnjem vzhodu, drugih azijskih trgih, tudi v Afriki in se soočiti z novo realnostjo. Build a portfolio of markets and adjust to the new reality. Ena izmed takšnih priložnosti je tudi novo postavljanje gospodarskih in tudi carinskih odnosov z Evropsko unijo. The Europeans have a very strong point of view on this, and I think the way they're approaching tariffs is also not exactly the same as the US. Profesor opaža, da evropski pristop k carinam ni enak pristopu ZDA. Evropske carine so veliko bolj domišljene in otežene, glede na panoge in podjetja. V pogovorih s predstavniki kitajskih podjetij ima občutek, da so pogosto zmedeni, zakaj njihove prakse v Evropi dojemajo kot nepoštene. They very often are baffled as to why what they're doing is perceived as unfair practices. Opraviti imamo zelo različnima gospodarskima in političnima sistemoma. Državni kapitalizem je na Kitajskem tako prevladujoč, da je tamkajšnjim podjetjem nekaj povsem naravnega, da prijemajo podporo države in z njo sodelujejo. Evropska podjetja pa to dojemajo kot nepošteno konkurenco in prednost tekmecev. European companies though will say, hey, that gives you an unfair advantage. And I think actually it is partly at a very fundamental level about the rules of the game. Pravila igre preprosto niso enaka. S pogovori je marsikaj mogoče zgladiti in se dogovoriti, še posebej ob ameriški trgovinski vojni. Po drugi strani pa so razlike tako velike, da jih bo težko zares preseči. That's the nature of, that's the reality we face and we will continue to have to navigate this. Verjamem v dialog, ki je ključen. But I think there's always room for dialogue. Dialogue is important and good. I think one of the real tragedies about COVID was that face-to-face interaction among people dramatically reduced.
Razloge za omankanje pravega dialoga in razumevanja na evropsko-kitajski osi vidi tudi v pandemiji koronavirusa. Osebni stiki med poslovneži na obeh straneh so se močno zmanjšali. Mnogi tujci so zapustili Kitajsko in se niso več vrnili. Tudi pri poslih so osebni stiki včasih pomembnejši od vseh mogočih analiz in teorij. When the mood music is not like it was before, when it brings people out of their comfort zone, but we need to keep talking. Mnenja profesorja Shamina Prashantama so še posebej zanimiva, ker prihaja iz evropskega akademskega miljeja, hkrati pa že 10 let živi in dela na Kitajskem. Razume torej obe strani in kot piše v svoji knjigi, razume, kako je plesati z gorilami, kako naj nove podjetniške, kreativne in nenazadnje mednarodne ideje ujamejo ritem z multinacionalkami, nenazadnje velesilami. I am very embarrassed to say I have not been to Slovenia. I am not an expert in Slovenia. V Sloveniji sicer še ni bil, tudi ne ve veliko o nas, z eno izjemo. I think its football team punches above its weight for a country its size. Glede na to, da je odraščal v Veliki Britaniji, je velik ljubitelj nogometa in zelo ceni našo reprezentanco. Šamin je oče 2 otrok. V prostem času se izpopolnjuje v mandarinščini, igra kitaro in igra stare video igrice. Rad pa tudi potuje. Morda kmalu obišče tudi Slovenijo. But Slovenia is definitely on my bucket list, that's for sure. Thank you very much. All right, thank you. My pleasure. Yeah. It was such a pleasure to talk to you. Great. Thank you. To je bil 9. del posebne kitajske serije podcasta Zgodbe na valu 202. Maj Valeri se je pogovarjal s profesorjem mednarodne ekonomije Shaminom Prashantamom. Moje ime je Luka Hvalc, pišete mi lahko na RTV-evski elektronski naslov in me poiščete na družbenih omrežjih. Na podcast Zgodbe se lahko naročite v vseh ustreznih aplikacijah, tudi v Radio Playerju in na val202.si. V arhivu zgodb z Kitajske med drugim najdete pogovore z Blažem Štefetom, ki gradi mostove med slovensko in kitajsko avtomobilsko industrijo, pa z Melindo Liu, dopisnico tednika Newsweek iz Pekinga, in z Wei Shenom, profesorjem na eni izmed najboljših kitajskih univerz. Naslednjič objavimo še zadnjo epizodo z novinarskega obiska na Kitajskem. We are actually now in the Songjiang campus of Shanghai International Studies University. Zhang Gao je profesor mednarodnih odnosov na Univerzi za mednarodne študije v Šanghaju. Je zelo kritičen do ZDA, komentira tudi carinsko vojno. So we have to face that and we have to admit that we are stepping into a very, very turbulent time in the very near future. Yes.